No, videti. Tam nema šuma. Lep dober večer vsem skupaj. Tako vam, ki ste se danes zbrali tukaj v prostorih Instituta IPAL, kot tudi tistim, ki nas spremljate online. Dobrodošli na predstavitvi nove knjižne zbirke avtorja Matjaža Luisa Regovca z naslovom Kozmološki planeti kot agencije procesa individuacije. Gre za obsežno zbirko v 12 delih, ki proces individuacije raziskuje skozi simbolni in arhetipski pomen kozmoloških planetov. V tej zbirki planeti niso predstavljeni kot astronomski pojavi, niti kot tradicionalni astrološki simboli, temveč kot arhetipske sile, ki osvetljujejo različne razsežnosti človekove individuacije, razvoja, njegovega zavedanja in notranje preobrazbe. Nocoj bomo predstavili prve 4 knjige zbirke in se skozi pogovor z avtorjem dotaknili vprašanj, kot so osebna rast, identiteta, duševnost in pomen individuacije v sodobnem svetu. Skušali bomo osvetliti, kako lahko simbolni jezik planetov prispeva k boljšemu, globljemu razumevanju človeka in njegove življenjske poti. Moje ime je Marjana Sodnik, z Matjažem sva sodelovala v tem projektu, sem bila urednica njegovih knjig. In sem še. In torej ob sebi pozdravljam avtorja Matjaža Luisa Regovca. Matjaž, veselim se današnjega najinega pogovora in verjamem, da nam boš nekoliko pomagal bolje razumeti ozadje nastanka te knjižne zbirke in tudi ideje, ki te spremlja na tvoji raziskovalni poti, če tako rečeva. Kot rečeno, se bomo nocoj pogovarjali o prvih 4 knjigah iz zbirke, ki mimogrede nastaja vzporedno tudi v angleškem jeziku. Naslovi prvih 4 knjig so Metafizika kozmoloških planetov kot prvi del, drugi del Individuiranje Plutona, tretji del Individuiranje Neptuna in četrti del Individuiranje Urana. Tako, vsaka od teh knjig odpira nekoliko drugačen pogled na proces individuacije, vse skupaj pa sestavljajo neko širšo zgodbo o človekovem razvoju in zorenju. Kar boste imeli vprašanj, ki se bojo, verjamem, porodila vmes med predstavitvijo, si svetujem, da si jih mogoče zapišete in jih bo potem Matjaž proti koncu svojega dela nanje odgovoril. Obljubi, tako. Matjaž, preden se posvetiva predstavitvi posameznih knjig, me najprej zanima v bistvu čisto ena osnovna zadeva, kako si sploh prišel do ideje, da bi proces individuacije človeka predstavil skozi kozmološke planete in njihove arhetipske tirnice. Hvala, Marjana, za ta odličen uvod in tudi za to, da si poprijela za uredniško delo, da si pogumno stopila na uredniško pot, in da smo uspeli izdati prve 4 knjige iz te serije. Nastanek teh knjig sega v samo jedro mojega dela, 30-letnega dela na Institutu IPAL, na eni strani seminarjev, ki so potekali v okviru usposabljanja najprej na Institutu za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana, zdaj na Institutu IPAL in metodi IPAL. Na drugi strani pa iz same psihoanalitične prakse, najprej kot svetovalec, ki je delal z simboli in astrologijo, potem kot kvalificirani jungovski psihoanalitik, potem kot neodvisni psihoanalitik, ker moja pot z jungijanstvom je divergentna, prišlo je do ločitve z jungijanstvom, bom tudi povedal zakaj, in prišlo je tudi do ločitve z astrologi. Torej, vse skupaj je to neka daljša zgodba, ki se je postopoma razvijala, ki je paradoksalna, ki je pomenila raziskovati različna področja
človeškega znanja, a ne, torej humanistične vede, in seveda inspiracija je bila v naravoslovnih vedah, holistični pristop do gozdarstva, kjer sem študiral najprej gozdarstvo na Ljubljanski univerzi, potem sem študiral v Londonu pri Liz Green psihološko astrologijo, potem na Dunaju 6 let jungovsko psihologijo in psihoanalizo in potem delal doktorat iz psihologije osebnosti pri Janeku Museku in potem še doktorat iz filozofije pri mojem dragem kolegu in prijatelju Borutu Ošlaju. Torej, cela pot, a ne, kako spregovoriti o planetih kot o nečim niti sploh ne astronomskem itak, ampak tudi ne kot astrološkem, je bila velik izziv in danes smo prišli do točke, a ne, ko lahko mogoče več spregovorimo o tem, kako planete, če astrologija od novega veka ni več legitimna v smislu znanosti in akademskih krogov, kako lahko potem mi v okviru sodobnega pogleda na svet, znanstvenega, umetnostnega, filozofskega, in ali lahko govorimo o planetih kot dejavnikih procesa individuacije. Zdaj, zakaj proces individuacije je treba tudi takoj pojasniti, zakaj pa glih proces individuacije v povezavi z planeti. Enostavno zato, ker individuacija je osnova za človekov razvoj v kontekstu izboljševanja kakovosti človekovega življenja. Namreč, kako postati posameznik z relativno visoko kakovostjo življenja, pomeni postati individuum. In seveda to ni tak narcisističen individuum, ki ima izpade, a ne, in ki se tam nekje ven meče, a ne, ampak pomeni biti dobro povezan z kolektivom, z pomembnimi drugimi in biti v službi kolektiva, ampak hkrati imeti tudi nek individualni življenjski slog, a ne, s katerega pravzaprav profitira tako človek sam kot individuum, kot tudi pomembni drugi in navsezadnje seveda človekov kolektiv. In zdaj združiti in opisati proces individuacije skozi prizmo arhetipov, ki jih predstavljajo, ki jih tradicionalno predstavljajo planeti, je bil poseben izziv, naloga prvega doktorata, drugega doktorata, knjižne zbirke Cogito Conjunctionis, potem Alkimija simptoma, je tudi tako hibridno delo in navsezadnje do vzpostavitve enega modela integrativne antropologije, ki obsega 4 ravni človeka, torej poleg miselne, a ne, imamo potem tudi človekovega osebnega duha, imamo človekovo duševnost ali psiho ter tudi človekovo telo, a ne, kot najbolj mogoče individualno, takojšnjo individualno dimenzijo človeka, ne, če smo kje individuumi, če smo kje individuaciji, smo seveda s telesom, ne, na eni strani ter z psiho, z duševnostjo, svojo osebno zgodovinskostjo na drugi. V redu, če se najprej lotiva mogoče prvega dela metafizike kozmoloških planetov, kjer pišeš o tem, da astrologija v sodobnem času v svoji prvotni obliki ne more obstajati. Pa me zanima, zakaj je temu tako? Astrologija obstaja, a ne? Astrologija je historična znanost, ki se je oblikovala v starem veku, torej v antiki, kjer je bilo pojmovanje človeka, sveta in Boga precej drugačno, a ne? Danes vemo približno, kako je antični človek videl, a ne, samega sebe, kako je videl svet in kako je videl Boga. Torej, pomembno je to, da je bil tam kozmični red, govorimo o kozmodiceji, o kozmičnem redu, ki je bil sestavni del dobe ovna, a ne, dobe starega veka, in tam noter, a ne, je bil nek kozmični red, ki je predstavljal hkrati red in ki je predstavljal zagotavljanje tega reda. Kozmos pomeni red. Starogrško kozmos pomeni red, ampak pomeni tudi agencijo, ki je ta red vzdrževala in ga kar naprej krepila. In tam noter
je bila astrologija vzpostavljena kot en sistem reda. To se pravi, vsak ima svoj red, vsak je v enem redu kozmosa, en sestavni del, in s tem, ko je sestavni del kozmosa, je hkrati tudi že znana njegova usoda. Ta je zapisana v zvezdah. In danes je mogoče težko razumeti to perspektivo, nekako zdaj, če sem rojen pod zvezdami, sem jaz že kar določen z njimi, ampak tako je to bilo. To je staroveški pogled na svet, antični pogled na svet, ali tudi klasični pogled na svet, kjer ima vsak svoje mesto že naprej določeno s tem, kdaj, kje, kako se rodiš, in njegov horoskop, torej njegova ura rojstva, v njej se da prebrati njegovo usodo. In ni kakršnega govora o individuumu v tem kontekstu, kot ga poznamo danes. Bili so sicer nekateri stopajoči matematiki, filozofi, astrologi in drugi učenjaki, ki pa ni pa bilo individuuma, tako da bi vsak lahko postal individuum, tako kot danes, ampak predvsem je bilo treba izpolniti kozmični red. Vidite, in to je bila osnova astrologije. No, in seveda, samo malce se bom dotaknil, mogoče zveni malce učeno, ampak kaj je bila osnova tega reda? Osnova tega reda je bila Aristotelova substanca. Aristotelova substanca je pomenila, da materija vstopa v kombinacijo z arhetipom, kot so rekli forma, zaradi arhetipa se naredi substanca, ampak ta substanca določa posameznika. Znana je ta Aristotelova tipična izjava, da sta Kalija in Sokrat različna zaradi materije. Ne zaradi forme, ta bi bila forma človeka ali arhetip človeka, kot bi danes rekli, ampak razlikujte se zaradi tega, ker imate različno materijo. Vidite? In to je pomenilo zeleno luč za astrologijo. To se pravi, da planeti kot forme ali kot arhetipi določajo to, da materija določenega posameznika vstopa v to kombinacijo, ki se potem reče substanca Aristotela ali pa Kalija. In potem, kaj se je zgodilo v srednjem veku? V srednjem veku se je zgodilo to, da je namesto volje kozmosa, ki je bila zapisana v planetih, ki je določala usodo, je to postala volja Boga. Boga, stvarnika očeta, ki je ustvaril svet v vsega 6 dneh in ga potem v drugem prihodu odrešenika tudi vzame nazaj in ga spet nazaj uniči. In v okviru te volje človek obstaja sicer na posebnem mestu, na piedestalu, zraven Boga, izvzet iz narave, ampak njegova usoda je določena z Božjo voljo. In kaj se potem zgodi z prihodom novega veka ali z dobo vodnarja, torej z velikim pokom, kot jaz tudi pravim, prihodu novega veka, rojstvom kogita, dobe vodnarja, človek naenkrat postane glavna avtoriteta vsega dogajanja. In kaj se zgodi z Aristotelovo matrico? Torej ta enačba, Aristotelova enačba, da vsaka substanca, vključno z človekom, je kombinacija materije in forme, se razpade. Torej, pojav človekovega uma, ki lahko razmišlja po svoje, ne glede na materijo, arhetipi niso več forme, ki bi določale materijo, kako se materija organizira. In s tem je bil vzet astrologiji celoten argument, da je usoda določena s tem, kako se materija obnaša, ki se obnaša tako, kot se obnaša zaradi form ali arhetipov. In potem je astrologija, ki je bila prej kraljica znanosti, bila kar naenkrat neveljavna. V 17. in 18. stoletju so jo izvzeli iz vseh univerz in akademskih krogov in je postala potem, planeti so postali fizični kamni in plinaste gmote. Ampak seveda planeti so tudi arhetipi še vedno naprej. In ti arhetipi so zdaj v kogitu, so v očesu, so v ustvarjanju pomena, niso več v materiji. Mi lahko še vedno uporabljamo planete kot tirnice, kot simbolne tirnice, po katerih ki jih uprizarjajo miti, ampak ti miti ne določajo več usode,
ampak določajo nekaj bistveno drugačnega. In to je, torej sploh ne določajo, ampak omogočajo, ne. Se moram popraviti, torej planeti nič več ne določajo, ampak omogočajo rojstvo in spremembo zavedanja pri človeku, ne. In to je bistvena razlika. Torej, mi lahko danes s pomočjo simbolne kozmologije, to ni več astrologija, ker več ne napoveduje prihodnosti, ne več napovedujemo prihodnost, temveč lahko najdemo pomen svojim intuitivnim očesom, razumemo, da je njihova dinamika pomeni rojstvo novega zavedanja. In to rojstvo novega zavedanja s pomočjo proučevanja arhetipov svoje rojstnega kozmograma omogoča neko novo rojstvo zavedanje tega, kaj se mi dogaja, zakaj moja individuacija, zakaj moj razvoj specifično poteka v smeri, v kateri poteka. Poteka vedno iracionalno, življenje vedno poteka iracionalno, od nas zahteva vedno nova presenečenja, ampak ta presenečenja lahko človekovo intuitivno oko, njegov osebni duh prepoznava s pomočjo študija njihovih tirnic. Vidite, to se pravi, nekaj, kar je včasih napovedovalo prihodnost, zdaj služi razvoju zavedanja. To je tako alien koncept za Aristotela, Platona ali pa Tomaža Akvinskega v srednjem veku, da si sploh tega ne moramo predstavljati. Kako zdaj menja zavedanje? Ampak dejansko, ko mi delamo na sebi s pomočjo metode IPAL ali drugje, kjer uporabljamo simbolno kozmologijo, torej planete kot agencije spremembe, razvoja, napredka, tam se pravzaprav odvija neka alkimija lastnega zavedanja, aha momenti, pridobivanje pomena, zdaj pa razumem, čeprav ni logično, zakaj se moje življenje odvija tako kot se, in več kot imam zavedanja, drugače tudi lahko ravnam, seveda, sploh potem planeti ne določajo usode, pa določajo razvoj. Ne določajo, temveč omogočajo. In potem to ni seveda astrologija, ker ne napovedujemo, ampak se ne more več imenovati astrologija in je ta kozmologija potem seveda simbolna kozmologija, za katero je osnova človekov kogito. Človekova percepcija, človekova akcija, človekovo stvarjenje podob, ki jih potem proučevanje planetov omogoča. Če se za trenutek ustavijo na naslovu same zbirke, torej kozmološki planeti kot agencije procesa individuacije, kaj pomenijo agencije? Agencije je mogoče nov izraz za nekaj takega, ampak agencije so, kot vsaka agencija, ima tudi planet kot nek sklop dejavnikov, neko svojo voljo, ki je seveda simbolna volja, ki je intuitivna volja, ki je duhovna volja, ampak omogoča neko razumevanje v določeni smeri, ki jo ponuja za tistega, ki to hoče. In vsaka agencija je sestavljena iz organizacije, kako je organizirana, in potem je sestavljena iz agentov, iz različnih dejavnikov, ki sodelujejo v neki mreži doseganja nekega cilja, ki seveda ta cilj je v dobi vodnarja človeka, seveda cilj je individuacije. Ker ne samo individuum potrebuje boljše življenje, potrebuje delo na sebi, potrebuje globinsko delo na sebi, zato da bi izboljšal kakovost svojega življenja, dosegel življenjske cilje, izboljšal odnose, postal učinkovitejši in razsvetljen človek, ki je tudi doma v telesu in v duševnosti in v duhu in ima neko specifično pogled na svet, ampak tudi za kolektiv. Kolektiv potrebuje, več kot ima kolektiv individuiranih posameznikov, več ima teh stebrov, ki znajo nekaj povedati za vse ostale. Tako da postati individuum, razvijati se v svojo neponovljivo, kot jaz pravim, neponovljivo osebnost, neponovljivo individuacijo, je naloga, ki hkrati služi
človeku samemu, a ne, in kolektivu. Na tem oziru, to je doba vodnarja. Torej, kar naenkrat nimamo več onega sveta, ki prebiva Bog stvarnik in tega sveta, ampak imamo kar naenkrat dualizem kolektiva in individuuma. Torej, imamo kar naenkrat človeka, ki je glavna avtoriteta tega procesa, njegov kogito, njegov proces spoznavanja, prepoznavanja, delovanja in stvarjanja podob, na eni strani kolektiva, kolektivni ravni, to, kar vsi skupaj kot kolektiv razmišljamo, in potem individuuma, ki že razmišlja tudi po svoje, čustvuje tudi po svoje, ki ima svojega osebnega duha, svojo globino in tudi svojo individualno podobo, ki je lahko, seveda, zakaj pa ne, krščanska, muslimanska, budistična, sploh ni pomembno, ampak individualna. Ni več nekega predpisanega, kako bi morali izgledati, niti svet, niti Bog, niti ti, niti jaz, niti nič. Kar naenkrat stojimo na nekem breztemeljnem prostoru in iz tega razloga se je človeštvo v zadnjih 3 stoletjih, odkar se je razpočil geocentrizem in Aristotelova metafizična matrica, tako hitro razvijal. Prej smo bili v tej kupoli podlunarne sfere, in potem zvezd, ki so se skupaj določale, in te zvezde so bile tudi stvarnikova volja, izpod katere nisi mogel nikamor drugam. Se mogoče malo bolj razgovoril, ker se mi zdi ta uvod pomemben, kaj zdaj te agencije počnejo. Zdaj, če se lotiva še Ničesar ne počnejo, človek počne. Človek počne, če počne. Če dela na sebi, on prepoznava. To je bil naslov. Če pogledava naslov posameznih, če zdaj odloživa metafiziko, kozmoloških planetov, danes imamo še 3 planete v obravnavi in naslovi vseh 3 naslednjih del so individuiranje Plutona, v tem primeru individuiranje Urana in Neptuna, pa me zanima, zakaj si izbral ravno to besedno zvezo. Vem, da sva kar nekaj časa se pogovarjali o tem, katero besedno zvezo izbrati, da bo res dosegla tisto, kar želiš povedati, in da bo hkrati tudi bralcu zanimivo. Namreč, če danes poslušamo tukaj o individuiranju Plutona, me zanima, kaj si lahko bralec pod tem naslovom predstavlja, kaj to nekako pomeni. Ja, torej ta besedna zveza, ta genitiv, ki na prvi pogled ni najbolj spreten, in že ta individuiranje, in potem genitiv Plutona, deluje kot, da se... Deluje mogoče malo prisilno, na prvi pogled. Taka besedna zveza neobičajna za slovenski jezik, Ampak kdo se individuira? Kdo se individuira? Seveda individuira ne se, ampak individuira človek, človek je tisti, ki postaja individuum in pri tem individuira Plutona na ta način. Torej individuira arhetip, individuira Plutona, individuira Neptuna, individuira Urana in tako naprej. Zato je to individuiranje Plutona. Ampak glavni akter, subjekt in videli bomo tudi objekt tega procesa je človek, ni arhetip. To je zelo pomembno, da ne gre tukaj za neko plutonsko individuacijo, za neko neptunsko individuacijo, ne, gre za človeško individuacijo. To je bil ta glavni point, ki ga nit, ki jo vlečem skozi to serijo. Ja, zdaj, ko imaš ravno Plutona, se pravi 3 video zbirke v roki, o kakšnih preizkušnjah govorimo, ko imamo v mislih individuiranje Plutona oziroma njegovo skotelnico? Ja, zdaj, individuiranje Plutona ali Plutona je povezano je že opisano v mitoloških narativih, v mitoloških pripovedih, ki so povezani s tem imenom, s taistim imenom v antiki,
ki sem jih potem pač povzel v nekaj poglavjih. To so neke tipične izkušnje, ko mi postajamo individuumi, imamo neke tipične izkušnje, ki so arhetipske izkušnje, a ne, in ki jih lahko strnemo pod naslov individuiranje Plutona ali Plutona. In mogoče ena taka začetna pri Plutonu je ta mit o tem, kako je nastajal svet v antičnem mitu, potem, ko so strmoglavili starega diktatorja. Ta sistemski diktator, ki se vedno znova rodi v sodobnem svetu, je bil znan tudi že v antiki. In ta diktator, ne v levi ali desni, sploh ni važno, on si želi tisti svet po svoje zorganizirati, tako kot se njemu zdi prav in njegovi kliki. In to je bil v mitologiji Saturn ali Kronos, seveda stvar se ponavlja. In na neki točki je bilo treba tega starega očeta, kralja, strmoglaviti, ker on bi bil do konca, on bi bil do večnosti na oblasti, ker tukaj so benefiti in koristi. Ampak on je zato požrl vse svoje otroke po mitu, in potem, ko je požrl vse svoje otroke, ker se je bal, da bi ga eden otrok strmoglavil, in potem so vendarle našli rešitev, ta najmlajši, ki je bil Jupiter, Zeus, so ga skrili, in je dolgo časa bil na freh. In potem, ko se je vrnil, so skupaj z brati in sestrami naredili prevrat. In eden od teh bratov in sester je bil tudi Pluton ali Had, ampak on je potegnil kratko slamco. Ko so se bratje in sestre, potem, ko so premagali ta starega, ga vrgli dol z oblasti, je potem on bil tisti, ki so si delili kraljestva, kjer kraljestvo bi dobil, in Had ali Pluton je potegnil ta kratko slamco. In je potem moral iti v podzemlje, v tem mitu, in on je bil pol v podzemlju, in bil kar nekaj časa užaljen. Tu bo najmanj od dediščine, ta krivica. To je povezano z eno izkušnjo nepravičnosti, ta plutonska dimenzija individuacije ali individuiranje Plutona s prikrajšanostjo, s počasnim razvojem, stvari ne grejo, tabu teme v družini, in kasneje moč, ki je ne moreš dobiti, in si zaradi tega včasih tudi zagrenjen. To je ta prva sekvenca individuiranja Plutona, vsi to poznamo v nekem smislu. Včasih so to starejši bratje, sestre, ki prikrajšajo, da bi bilo mlajšemu dobro, in tako naprej. In potem tudi so dediščine, pa so potem odsotni starši, in tako naprej. A vidite, to sumira, da potegniti kratko slamico in izkušnja prikrajšanja. To je prva sekvenca arhetipa individuiranja Plutona. Naslednja je, zelo zanimiva, je Odisej in njegovo individualno potovanje skozi podzemlje. Zakaj sem napisal individualno potovanje? Zato, ker nobenemu drugemu ni uspelo od grških herojev potovati skozi podzemlje, ker so bili vsi, ali so bili preveč butasti, oprostite izrazu, grški heroji, bili so zaslepljeni, hoteli so dobiti zlato runo, ali slavo, ali moč, in niso videli pravzaprav vloge ženske. Torej, Jazon ni videl, kako mu je Medeja koliko mu je pomagala. Tezej ni videl, koliko mu pomaga Ariadna, in jo je tam, ko je bil prvič razočaran, je rekel, jaz ne morem s tabo. Ampak Odisej, ko sreča Kirko, ona mu reče, jaz te bom pomagala, samo boš moral nekaj časa pri meni preživeti, in on pravi, v redu. Kaj smo zdaj drugega, kot da se podredim, in jo uboga, in ima to intuicijo in potem preživi pri njej
kar nekaj časa, ona je med tem njegove može začarala v prašičke, a ne. In potem mu uspe s pomočjo Kirke, a ne, čarovnice, pluti skozi podzemlje, ona mu da navodila, znanje, kako pluti skozi podzemlje, in tam je videl svoje mrtve tovariše, heroje, in seveda heroj je bil mrtev, to je bila njegova preobrazba, on ni bil več heroj, ampak je vzpostavil odnos s Kirko in se je tudi potem uspešno vrnil na Itako, kjer je imel spet test, da so ga prepoznali. To je naslednja sekvenca individuiranja Plutona, to se pravi podzemno potovanje. Vsi imamo podzemno potovanje, pri delu na sebi ga prepoznamo kot iniciacijo psihičnih kogitov, kot tudi rečemo, torej v prepoznavanje psihičnih podob, recimo sanskih podob, aktivne imaginacije, in to nas spremeni. Ker noter je naša zgodovinskost, noter je naša lastna individualnost, ki je zaprta v sanskih podobah, v podobah aktivne imaginacije. In ko delamo z njimi, ne osvobajamo osebnega duha, to delamo v metodi IPAL tudi s tem, da sansko podobo umeščamo v kozmogram, in potem pride do neke osvoboditve, energije. Naslednja je, imam tukaj napisano, srednjeveška Jezusova smrt. Da ne bo kdo mislil, da jaz tukaj govorim v kakšnem religijskem ali cerkvenem smislu. Ne, jaz tukaj govorim popolnoma kot svoboden filozof, ki uporablja simboliko krščanskega izročila. In Jezus, ko umre na križu, je podoba vsakega od nas, ki začne postajati individuum. S tem, ko smo pribiti na križ, s tem, ko imamo neke težke izkušnje, s katerimi nas sooča kolektiv, in ko sprejmemo to, da nismo več heroji, to je v bistvu smrt heroja, ker Jezus je bil določene vrste heroj, identificiran z Bogom, on je bil tudi Bog, to je zanimiva podoba, ampak ta podoba mora umreti. Torej, mi ne moramo biti celo življenje kot Petra Majdič, kot Martin Strel, ki priplava tam celo Amazonko. Mi ne moramo biti tam vse življenje heroji, ker moramo začeti živeti lastno, individualno, neponovljivo življenje, ki pa ni več herojsko, ni več za kolektiv, in to sem analiziral kot fenomen, ki je del Plutona, individuiranja Plutona, torej ki je vsebovan v tem simbolu srednjeveške Jezusove smrti. Torej, to ne pomeni nič v zvezi s krščanstvom ali nekrščanstvom, to pomeni samo, da je to arhetip, Jezus kot smrt Jezusa kot arhetip, ki je pomemben v individuiranju vsakega izmed nas. Torej, ko nastaviš obe lici, upam, da imaš zadosti, ali se boš še naprej za kolektiv žrtvoval, kot da nimaš svojega življenja, ali boš začel tudi svoje življenje, ali boš začel s tem opravim ukrast, tudi nekaj za svojo lastno individuacijo. No, potem imamo še nevidnost in anonimnost kot naslednja zadeva individuiranja Plutona. Odisej, ko potuje skozi podzemlje, je nekaj časa anonimen. To je tam, ko se sreča s Kiklopom, in ko on reče, kdo me je oslepil, in on pravi Udi, kot prvi del njegovega imena, ampak Udi pomeni nihče. In s tem se on v bistvu, in s tem potem oni ga ne sledijo. Skratka, to je taka zanimiva metafora, ampak če pomislite, postati individuum pomeni imeti pravico in tudi uveljaviti to, da si lahko anonimen, da nisi ves čas na očeh, neko privatnost, ki si potrebujemo, neko zavetje pred kolektivnim očesom, pred očesom kolektiva. In če pogledate, kako je Vodnarjeva doba kruta, kako je ta kolektiv na nek način zahteven,
tudi v smislu kontrole. Ne, recimo, če bi ukinili gotovino, bi ukinili vso anonimnost. Mi bi ukinili vso anonimnost, kje se kdo giblje in kako se giblje in zakaj porablja denar. Torej, lahko bi obstajal centralni računalnik, ki bi se pokazal, ves denar, ki ga imaš, si kdajkoli imel, ne, in bi totalno ukinili anonimnost. Torej, a vidite, kolektiv ima svoje obrambne mehanizme, ki jih potem preprečijo individuumi, naprimer, da se mora zapisati v ustavo, da pravica do gotovine, in tako naprej. Pa to je tak primer, kakšna napetost je med individuumom in kolektivom v vodnarjevi dobi, in kako pomembna je anonimnost in tudi to, da smo lahko nevidni za kolektiv, ker rabimo biti nevidni, zato da lahko zaščitimo to, kar delamo kot individuumi. Potem je tukaj inkubacija. Inkubacija je zelo zanimiv pojem tudi in sicer ga najdemo v različnih mitih, mogoče pa še najbolj v mitološki pripovedi o Asklepiju ali Eskulapu. In če pogledate, to je bilo zdravilišče, to je bilo antično zdravilišče in v tem zdravilišču, v tem templju, ki je bila tudi klinika, v ta tempelj so romali ljudje s simptomi. In da bi se ozdravili, so imeli zelo zanimivo proceduro, ki je podobna metodi IPAL pravzaprav. In to je bilo, da so morali najprej prespati v templju in od Boga Asklepija, od Boga zdravljenja, pridobiti sanjo. No in potem, ko so se zbudili, najprej so se ritualno okopali, potem so sanjali, šli spat, sanjali in drugi bog, ki je bil takoj za Asklepijem v tem svetišču, je bil Pluton. Torej, on in Pluton sta bila v tem svetišču, ta glavna. In potem ko si spal, si dobil sanjo in potem so svečeniki, Asklepija in Plutona interpretirali to sanjo, da bi ugotovili, zakaj imaš ta simptom, in s tem je bila, in to je bila že neka antična verzija individuacije, čeprav se ni imenovala individuacija, ampak bolj zdravje. No, potem je tukaj še ritualno kopanje, ki je sestavni del, voda je del tega plutonskega individuiranja. Če ste šli kdaj v kakšno žvepleno kopel, je tak primer, ali v kakšno blato, v kakšnem blatu se tudi zdravilno blato, se morate namadati črnim smrdečim blatom, ali pa kakšna sol, vse to je ta plutonski, vse to je Plutono individuiranje Plutona. In pa seveda v smislu dela na sebi, je to iniciacija psihičnih ogritov, torej se pravi, ko imam jaz neke težave v življenju, ko življenje ne gre več naprej, se obrnem na psihoterapeuta, na metodo IPAL, na psihoanalizo, zato da bi prišel v globino, dejansko v globino, v psiho, v vertikalnost, v svojo zgodovino, da bi to odkril, ker to je rudnik svoje individuacije. Rudnik individuacije ni to, kar piše na internetu, pa kar je zdaj moderno, pa kar nam zdaj prodajajo zgodbice, kaj se vse dogaja in kaj se tako dogaja. Rudnik svoje lastne sreče, svojega razvoja, svoje individuacije je delo na sebi v svoji lastni globini. In to je, zato sem dal individuiranje Plutona kot drugi del, najprej filozofsko osnovo, metafiziko planetov, in potem takoj Plutona. Ja. Čim bolj zahtevno. Takoj na začetku, ker to je prid vase, zaokret vase je tista zlata tehnika, da bi sploh prišli do sebe, do svojih. In da preživiš čas, da prebereš ostalih 10 delov. To je bilo včasih, ko smo bili otroci, se je reklo, sladoled za 10, kdor ga kupi, se zastrupi, kdor pa ne, pa umre. Skratka, v vsakem primeru, tako kot Jezus, moramo umreti, ampak ni najprej fizična smrt, ampak najprej priložnost za neko notranjo metaforično smrt, ki jo simbolizira Jezusova smrt na križu.
in ki pomeni preobrazbo, smrt heroja, da nehamo delati samo zaradi pričakovanj drugih, ker nas drugi potrebujejo, ker nas potrebuje služba, ker nas potrebuje deca, ker nas potrebujejo starši, ko so stari, ker nas potrebujejo prijatelji, ker nas potrebujejo klubi in ne vem kaj, ne. Ampak dejansko, kaj pa jaz želim, kaj pa hočem, kaj pa je moje veselje, kaj pa mene napolnjuje, kje pa jaz pravzaprav čutim, da sem avtentičen in želim tako naprej živeti, ne. Zdaj, ko smo preživeli Plutona, se mi zdi, da bo kar fajn, če se premaknemo naprej, torej tretji del je individuiranje Plutona. Kako sploh vemo, da smo v tej fazi, kjer čutimo oziroma kjer se pri nas v življenju, v osebnem življenju dogaja individuiranje Neptuna? Kaj to pomeni? Ja, Neptun je čudovita modrina, transcendenca. V antiki je bil bog morja, Pozejdon, ampak tudi potresov. In če se je tako spomnil, je poplavil, odvzel, zatresel zemljo, povzročil izgube in med drugim je on tudi arhetip krščanstva, celotne srednjeveške metafizike, torej srednji vek, doba rib, doba Neptuna, onstranstva, dveh rib, od katerih ena v drugem svetu tam noter, nekaj dela in skozi se tja vrača, vleče in je s popkovnico povezana z drugo ribo, ki je pa v tem svetu, ki je pa trpeči človek, oziroma, kot se je tudi reklo, trpeča duša, ki mora samo sebe odrešiti izvirnega greha, da se sploh rodila. Prvič, sploh, da se je rodila, je greh in potem mora pa celo življenje trpeti, zaradi tega in odrešiti, umiti se tega greha, da je sploh prišla na ta svet, da ni ostala v tem drugem svetu. To je ta. In to pravzaprav vsi damo na nek način skozi, vsi smo trpeče duše, vsi imamo vsaj določen del življenja, v katerem trpimo, in se žrtvujemo, in niso dovoljeni telesni užitki. Prepovedana je tudi individuacija, prepovedana je tudi reinkarnacija, vse je last Boga in cerkve in seveda tudi arhetipa. Torej, Neptun, tako kot vsak drug arhetip, nas tudi Neptun lahko obsede, prevzame, torej predstavlja žrtvovanje, zanikanje teme, predvsem človekove transcendence. Dejansko človekova transcendenca je zelo pomembna, doživeti brezčasnost, onstranskost, jaz nisem iz tega sveta, jaz sem duša iz drugega sveta ali tudi mogoče drugega planeta. In odrešili me bodo alieni iz drugega planeta, na primer, to je tudi neptunski mit. Trpim, zato da bi bilo drugim boljše. Fenomeni, zgodovinski pojav individualne duše je izjemno pomemben zgodovinski fenomen. Torej, pojavi se individuacija v srednjem veku, ki je ni bilo v antiki, in to je bila individualna človeška duša, človekova in seveda človeška duša, ki je bila tudi božja duša, ki je prvenstveno božja, torej oklepaju neptunska, Neptunova duša, ki je bila last Neptuna, ampak vendarle je bila individualna, ni smela sicer se predajati telesnim užitkom, zato je bilo treba kaznovati, vsako telesni užitek. Nisi zato tukaj, da boš užival telo in da se boš individuiral
v telesu, ampak samo kot duša. Se pravi, da boš pridno molil Boga, a ne, in se skušal na nek način zveličati. In to je individuiranje Neptuna. Vsi damo to fazo na nek način skozi in potem seveda je treba na nek način postati psiha, rojstvo psihe. Zdaj, če pogledate, kaj se je zgodilo z odkritjem Neptuna 1846, prvič je umrl filozofski bog srednjega veka, filozofska podoba Boga srednjega veka. To je bilo znamenito Nietzschejevo splasitev, Bog je mrtev, ampak on je mislil na filozofsko podobo Boga, seveda krščansko podobo Boga, srednjeveško podobo Boga, ampak vendarle filozofsko, nereligiozno, religiozna je bila še naprej in je še zdaj v krščanstvu, ampak v srednjem veku je bila krščanska enaka filozofski. To mogoče včasih pozabimo. In to je bil drugi prihod odrešenika. To je bil drugi prihod odrešenika. 1846, ko se je odkril Neptuna, je bil hkrati tudi drugi prihod odrešenika in se je ta njegov model srednjeveške teodiceje samega sebe izničil. Izničil se je ta model in nastopil je potem brezbožni, v filozofskem smislu seveda, ne v religioznem, 20. vek, kjer ni bilo več Boga, ampak namesto tega se je rodila psiha, skozi psihoanalizo, se je rodila psiha, Freud je ugotovil človekovo psiho, ki je zgodovinska, pomembnost otroštva, in enkrat te duše več ni bilo, ampak je nastala duševnost ali psiha, potem naprej v psihologiji osebnosti. In ta preobrazba, od tega, da sem odvisen od te potrebe po odrešitvi, po žrtvovanju, ker naenkrat prepoznam, da imam lastno duševnost, lastna čustva, ki so takšna ali drugačna, ki ne rabijo služiti ničemur drugemu kot svojemu lastnemu razvoju. Vidite, to je naslednja faza Neptuna, individuirana Neptuna, ki jo opisujem podrobno v tej knjigi. Zato je sestavni del individuirana Neptuna imenujem izgubljeno in najdeno, lost and found, izpuščanje in ponovna povezava. Torej, če hočemo najti izgubljeno, moramo izpustiti, se ne smemo držati tega, kar mislimo, da nam pripada. Vidite, to je zelo pomembna naloga individuirana Neptuna in se ponovno povežemo. Torej, če recimo, da izgubite službo, dajmo tako reči, če izgubite službo, je to recimo izguba, da vas odpustijo, sicer v Sloveniji je to zelo težko, ampak se tudi zgodi, vas prisilijo, da morate oditi od nekje. In potem kaj? A zdaj žalujem za tem, ker nimam več te službe, ali lahko to izpustim in potem, ko izpustim, pridobim novo priložnost. Ali pa medčloveški odnosi, če se preveč trdno oklepam nekoga, ga potem moram izpustiti, ali tako, da ga izgubim, ampak potem najdem tega istega človeka na nov način, ali pa nekoga drugega. Nihče ni nenadomestljivost. Potem kaos, arhetip kaosa, raztrganje simbolnega ter rojstvo osebnega duha. Se pravi, Neptun kot arhetip poplave, kot arhetip potresa, je univerzalna človekova izkušnja, ki tudi včasih tudi iniciira sam proces individuacije, včasih pa je sestavni del, ko mislimo, da smo nekam prišli in se tega preveč držimo in pravzaprav nam nekaj odvzame. In nastopi kaos in se raztrga simbolna struktura vsega, kar smo uspeli simbolizirati simbolno, vse, kar je simbolizirano, vse, kar je strukturirano v našem življenju. In potem rojstvo osebnega duha. To je še en prehod, ki je tudi del individuirana Neptuna, kako se zavemo, da imamo lahko tudi osebnega duha. Neptun se mi zdi malo bolj prijazen, vsaj v zadnji fazi. Ta ti je bil bolj všeč. Tam je že bolj
Vse je fajn, ko je enkrat Pluton mimo. Naslednji 4. del, torej zadnji, ki ga bomo danes predstavili, je individuiranje Urana. Pa me predvsem zanima, kaj Uran kot arhetip predstavlja za človeka v procesu individuacije. Kaj je tisto, kar simbolizira, oziroma kaj je tisto, kar prinese z izkušnjami v življenju človeka? Ja, individuiranje Urana pomeni pravzaprav slediti tej tirnici, ne. Uran kot zvezdno nebo, Uranos v antiki je bilo zvezdno nebo, ne, torej abstraktno zvezdno nebo, ki je nastalo prav na začetku mita, starogrškega mita, ne, in starejših mitov, in je bilo zvezdno nebo, ki ga je Zemlja rodila, ne, tudi zdaj reče Grki, ga je rodila in potem je pravzaprav se on vračal k njej, ne, in skupaj z njo ustvarjal prve otroke, ne, Titane in Kiklope, torej sodeluje v tem kot prvobitni duh in kot prvobitni ne, onus ali je ta uranska sila uma, ki je, ne, torej Uran je bil odkrit ne takrat, ko je bil uničen geocentrični sistem, ko so odkrili heliocentrični sistem najprej in pol ugotovili heliocentrične vala, ki je raztrgal srednji vek, ne, in naredil novi vek, ni bil takrat, ampak je sovpadal 1781 s Kantovim, z izdajo Immanuela Kanta Kritika čistega uma. Torej, Descartes je živel že nekoliko prej, a ne stoletje prej, stoletje do 2 prej, Descartes, ki je izumil ta slavni stavek cogito ergo sum, cogito zato obstajam, cogito zato sem, razmišljam, lahko sam razmišljam, ne samo Bog razmišlja, in jaz ugotavljam, kaj Bog hoče, ampak jaz razmišljam. In da to je bila popolnoma nova avtoriteta dobe vodnarja, ki je začela sekati, ne, ceka, jaz razmišljam, ne, in potem razsvetljenstvo 17. 18. stoletja, ker naenkrat je človek ugotovil, da lahko sam razmišlja, ampak 1781, francoska revolucija, malo kasneje, ampak prva izdaja Kantove kritike čistega uma. Če berete, se potem je mogel popraviti, ne. Ampak tista njegova prva knjiga, ne, kritika čistega uma, kjer on ugotovi, da obstaja čisti razum, in razum, človekov čisti in razum, ki lahko sam, nič več po božji volji, nič več v imenu Boga ali pa nič več v imenu kozmosa, kot je bilo v starem veku, ampak človek sam postavlja koncepte, pojme, kategorije, čisti obstaja kot je matematika, ki je neodvisen od praktičnega izkustva, ne, tako naprej. Poleg se mogel v veliki meri popraviti, ne, in je pač praktični začel upoštevati, ne, na koncu, torej vstopa v konjunkcijo z realnostjo, ne, ker mora, ne, s telesom vendarle vstopiti, ne, v konjunkcijo, potem je to praktični ne. Človek se uči iz prakse. Mora upoštevati praktične dejavnike, torej etika je vedno na osnovi tudi realnosti, ne samo teorije, na osnovi vseh okoliščin, ki nastopajo. No, zakaj je to pomembno? Uranski problem neindividualnosti. No, torej, Uran je zelo, zelo triki, je zelo, zelo ambivalenten arhetip, ker hoče emancipacijo uma, in človek se je dejansko zavedel z novim vekom, z dobo vodnarja, ki tudi vlada Urana, ne, poleg Saturna, da se lahko emancipira, da lahko stopi iznad narave, da je njegov ekscentrično pozicioniran, stran od celote fizičnega telesa, psihičnega telesa in osebnega duha, ki so vsi centrično pozicionirani, ampak je pa lahko popolnoma
perverzen, a ne, in mora biti perverzen, ker lahko razmišlja o vseh možnih variantah, a ne. Razmišljati o nečem še ne pomeni delati nekaj. Ja. Če vi razmišljate, vi morate razmišljati o najbolj nemogočih variantah, da bi lahko a ne zadostili svojemu umu in to tudi nima nujno praktičnih posledic, ampak delati nekaj je nekaj drugega. In zakaj je to problem neindividualnosti, tukaj je ne v oklepaju? Zato, ker je ker sta in razum nekaj zelo, zelo primarno kolektivnega. Torej, vsa znanost, vsa popularna mnenja so ta uranski, temu je rekel Descartes, res cogitans, misleča stvar, ki ni individualna, ne, in ki se menja. Recimo, ko včasih so rekli, da paradajz povzroča raka, ta isti paradajz zdaj čisto nobenega raka ne povzroča. Vidite, take budalaštine. In to še danes nam perejo glavo, to je neka kolektivna mnenja, in znanost itak dokaže vse, kar si hoče, dokazati, kar je nekdo si izmislil. Vidite, to je ta splošen splošen ki je zdaj pri človeku tako razvit, tudi nekaj ugotoviti, kaj pa za vas velja, kaj pa vaše lastno mnenje, je pa stvar ene druge izkušnje, živetja svojega lastnega življenja, individuacija, to pa je potem neka osebna miselnost, ki je na podlagi izkušenj. To pa pol nekaj drugega. Tako da biti brihten, pameten, umen, razumski, sploh ni tako težko, ker lahko copy-pastate, ne vem, razne stvari, ki jih slišite, ker vam jih danes že tudi umetna inteligenca vse postreže, niti ni treba več to razmišljati. Vse povzame, lahko vam napiše diplomsko nalogo. Tako da, welcome, ne. Torej, mi smo lahko popolnoma neindividualni in s pomočjo urana, po drugi strani pa je uran zelo individualen. Obstaja še en bog v antiki, ki je uranski, in to je bil Aion ali Eon. In on pa predstavlja že povezavo z Zemljo. Medtem ko sta Uran in Gea v vojni, ker je on zelo krut in jo posiljuje, je Aion oziroma Eon že podoba uma, ki je v nekem praktičnem oziru pomirjen z Zemljo. In seveda to je tudi podoba individuacije, ker mi, ko se pomirimo s tem, kdo smo, kaj smo, kakšne omejitve imamo, pa tudi kje smo talentirani, kaj lahko v življenju naredimo, česa ne moremo, in prepoznamo razliko, potem seveda nastopi ene drugačne vrste razmišljanja. Mišljenje, ki je na osnovi tega, kar imamo, ne na osnovi tega, česar nimamo. To je zelo velika razlika, ali vi se koncentrirate na to, česar nimate, pa bi kao v idealu lahko imeli, in tistim, če se skoncentrirate, a gledate telefon? Že zrihtam. Že. In za catering namreč, tako da ikte ste, sorry. Tako da, ta praktična izkušnja je zelo pomembna in ta pomeni, da se umiri, se umiri, Torej, recimo v primeru psihoterapije, ker je toliko različnih smeri, in zakaj, recimo, vsi vejo, dva terapevta starejša terapevta različnih smeri delata bolj podobno, kot pa dva novopečena terapevta iste smeri. Se pravi, tukaj je nekaj, učimo se iz prakse, iz izkušenj, to je ravno pomembna na koncu, sreča, pamet, in ne iz knjig. Tako da te knjige treba čitati, pa dati naprej. Knjige je treba, zato je fajn knjige vzeti v knjigi. In ker jih date nazaj, ali pa ko jo preberete, ali pa če vam kdo podari knjigo, napiši mi nekaj, to prečrtati pa napisati, to je pa zdaj za drugega. Tako se s knjigami dela. Knjige treba prebrati, odložiti, dati naprej. Ja, no, mi bomo te 4 knjige dali naprej.
Hvala, Matjaž, za nocojšnji pogovor, za vse povide, da si se lotil tako obsežne zbirke, obsežnega projekta. Se mi zdi, da ti 3 oziroma 4 prvi deli so res nekak začetek nadaljevanja, potem seveda še sledi. Danes smo odprli kar nekaj vprašanj o človeku, o individuaciji, o razvoju in tako naprej. Predvsem pa o arhetipskih silah, ki oblikujejo oziroma na nek način omogočajo, kot sva rekla, naš razvoj. Dotaknili smo se tudi 3 planetov, kot smo rekli. Ti so sicer šele en del večje zgodbe, zelo velike zgodbe, ki sledi in ki se bo razkrivala skozi celotno zbirko, tako da na naslednjih predstavitvah bo se zgodba peljala, se pravi rdeča nit se bo peljala naprej. Verjamem, da bo marsikdo danes odšel tukaj z novimi vprašanji, z novim razmišljanjem, mogoče tudi novim pogledom nase, na svojo življenjsko pot. In mislim, da to v resnici tudi najbolj pomemben namen knjige kot take, se pravi, da jo prebereš in da ne da nekega končnega odgovora, ampak odpre pot za raziskovanje tako nas, kot potem vseh tistih, ki jim damo to knjigo naprej. Preden zaključiva nocojšnji večer, mogoče še res čas za vprašanja. Če so se kakšna vprašanja rodila, je zdaj trenutek, da nam Matjaž še kakšno besedo pove oziroma še odgovori na vprašanja. Tako da prosim, če ste online, se opogumite ali mogoče tukaj tudi čas za vprašanja. Zdaj pri obeh knjigah individuiranje Urana in individuiranje Neptuna si omenil kaos. Ja, lahko separiraš to. En pa drug. Matjaž, ja. Ja, mogoče ta 2 aspekta, kaosa. Ker kaos je v grškem mitu je prvobitno stanje, preden imamo sploh nekaj. Pravi, to, čemur bi danes rekli predsimbolno. Se pravi, vse, kar še nima strukture, nima telesa, nima oblikovane misli, nima oblikovanega čustva, nima oblikovanega pomena, je kaos. Je torej teorija kaosa, torej predsimbolno in kaos morata biti ves čas prisotna, kajti to je ta neznano, brez katerega ni individuacija. Torej, če nimamo mi dimenzije, iz katere rastemo, mi ne moremo imeti, mi sebe ne moremo opredeliti. Torej, mi lahko v vsakem trenutku vse izgubimo, in to je neptunska dimenzija kaosa ali predsimbolnega. Ampak raven tako bi lahko rekli, da je to tudi uranska dimenzija predsimbolnega. Ne vem, kje je razlika. Kaos je kaos. Kaos je kaos. Zdaj sem tako eno asociacijo dobil. Ja. Če z drugega polja, ampak tako Neptun, ker toliko ne poznam teh arhetipov, ampak vezan na vodo, tam se raztopijo stvari in so tako. Voda kot univerzalno topilo in je pač raztopljeno pri Uranu, kot radioaktiven element je pa razpade pač na neko razpolovno dobo in je pa tudi razprašeno. Razpade, ja. Na tak način. Ja, tudi ta izkušnja biti samo v vesolju, je Urana, Ampak podobno je pri Neptunu, biti sam v oceanu, v praznini. Oboje arhetipsko stanje začetka pred nečim novim. Tudi to, recimo Einsteinovo odkritje, da je
Einsteinovo odkritje, a ne, ukrivljenosti časa, prostora, da je da je ta krivulja, v kateri potujemo, recimo, če greste, vedno potujemo po krivulji, ne, ker je Zemlja okrogla. In potujemo vedno po krivulji, ni ravne poti, torej vedno potujemo po ovinku. Ampak, če bi bili pa v vesolju, pa ne. Če bi bili pa v vesolju, ne, v čistem zvezdnem nebu, kjer ni telesa, kjer nisi v polju te ukrivljene krivulje fizičnega telesa, ne, pa ne bi bilo, pa bi čas potekal neskončno dolgo. Se ne bi niti starali. Torej, staramo se zato, ker smo na Zemlji. Ampak v tem prijetnem smislu, ne, individuacija pomeni, kako boš ti eno staranje izkoristil tako, da bo to neko tako staranje, ne, ki nekaj prinese, ne, katerega si ti sam rezultat, pozitivni rezultat. Medtem ko je in to je krivulja, ne, življenja, ne, ki upogiba. Medtem ko Uran nima telesa, Uran tudi v mitu nima telesa, ne, on je brez telesa. On je tudi edini brez kipca. V grški mitologiji, ker je zvezdno nebo in on nima gravitacije. In kadar smo v nekem uranskem stanju, ne čutimo čustvene privlačnosti, telesne privlačnosti. Ker smo izolirani. Jaz bi par besed rad malo več slišal glede teh simptomov, ker če rekel si, da v kozmosu obstaja nek red, ne? Pa me zanima, tudi v simptomu obstaja nek red. Simptom je izjemno važna zadeva, ne? To je v moji knjigi Alkimija simptoma, o tem veliko pišem, ampak v osnovi, ne, simptom je nekaj neverjetno dragocenega, zato ker ne izhaja iz ega in iz ego zavedanja, iz zavesti in iz zavedanja, iz egovega zavedanja, temveč izhaja iz celote biti in iz celote bitja, ki vključuje predsimbolno, ki vključuje tudi kaos, iz celote, v kateri vi ste zdaj sestavni del moje fizične celote. Torej, če moje telo, moj fizični ego, ste vi zdaj, ker ste prisotni tukaj, del mojega fizičnega sebstva. In zdaj mi tukaj skupaj delujemo, ne, skupaj ustvarjamo ta večer in to se vedno pozna na vseh nivojih. In sedaj simptom, važno je razumeti, da simptom vedno prihaja iz te celote. Simptom nagovarja iz perspektive, ki ni od ega. In ki ima svoj pomen. Prihaja iz dinamike najbolj tega centra, človekovega centra, ki je filozofija imenovala bit, nematerialna bit, srčika tebe, nematerialna, petodimenzionalna, izven časa in prostora, center tebe, iz katere si se inkarniral kot dojenček. In potem simptom prihaja iz tega jedra. To je zelo pomembno razumeti. In seveda je razložljiv z umom, ampak on hoče spremeniti ker hoče biti kralj. In treba je dojeti pomen, ne smisel. Pomen, pa daje v bistvu intuicija. In bom dal zdaj en primer. Recimo, jaz sem potoval decembra v Porto, na Portugalskem, kjer sem prvič predstavil to shemo na kongresu integrativne medicine. No, in sem šepal po letališču, tam v Zürichu sem mogel prestopiti. In seveda, zakaj sem šepal, zakaj me je bolela noga, to je bil simptom, bolela me noga. In ne smisel, ki je v glavi, seveda je bil tudi smisel. Torej, da sem bil prejšnji dan na treningu borilnih veščin, kjer sem pretiraval in zato me zdaj noga boli. Jasno, pretiraval si me, vidite, to je miselni kogito.
To je racionalna razlaga. Ampak to je samo smisel, to še ni pomen. Pomen, kaj je bil pomen? Pomen je bil, da jaz delam korak, individuacijski korak, ker sem prvič predstavil ta svoj model svetu. To je bil korak, a vidite? In simptom je rekel, lej, ti delaš korak, zaradi tega te bolim. Ne? Jaz tebe bolim, ti moraš videti pomen, pa dej zbrihti se, tukaj delaš nekaj, ne? To je nekaj pomeni, ne? A vidite, in pomen je ta zadeva, ki nam jo daje lahko simptom, ne? In to prihaja iz celote biti, ne prihaja iz neke periferije ali pa iz nekega trivialnega razloga, ki je globok pomen. Super. Ne, in vsako bolezen je treba na ta način gledati, vsako zdravljenje. Se mi pa zdi, da je kar pogosto, da z umom nekako zožamo ta simptom, pa Ja, da tako. mu damo nekaj ime in pa sem lahko Po defaultu, ne. ja, pa sem lahko še malo žrtev in tako je. Ja. Zgodbo pa ignoriramo, pa pomen nek. Ja, in bi reduktivno, a ne, to se pravi, miselno, a ne, da sem pa najdu razlog, a ne, Ja. najbolj sem bil na prepihu, ok, si bil na prepihu, te glava boli, ampak lej, to, rečemo, ni slučajno, ampak se ti nekaj, tebe nagovarja nekaj globlega, a ne, od kaj? Logos. Ja, ok. Tebe nagovarja nekaj globlega, ne, nekaj bolj hujšega. Kar ima veliko težje odkriti oziroma se pogledati kot sam smisel. Je, ampak z neko potrpežljivostjo se da, ne, z aktivno imaginacijo imaginirati zdaj simptom. Stopiti z njim v dialog. A to se da narediti, ne, ga dobiti psihično sliko, začeti govoriti noter. Potem položiti v kozmogram. To pač dela metoda IPAL. Te 4 ravni človeka, njegov osebni duh, njegova duševnost, njegovo fizično telo in njegov ki je individuiran do te mere, kot je. Na drugi strani je še vedno kolektivna miselnost, tista, s katero, ki je rezultat pranja možganov, v šoli, v vojski, cerkvi, klubu, trenerja, še kje. Ja, torej, če so vam teme danes zanimive, imate še vedno priložnost, da jih mogoče bolj izkustveno doživite oziroma jih predelate. Matjaž vsako leto organizira mednarodno poletno šolo in bo tudi letos potekalo od 8. do 12. julija na Mariborskem Pohorju, tako da nekaj mest je še prostih, tako da če se kdo v tem najde, sicer pa vse to ponuja tudi študij na IPAL-u, pravi tako v uvodnih skupinah, kot potem tudi na diplomski ravni. Morda nam za konec poveš še nekaj besed o tem, Matjaž, kako lahko vsebine iz knjig, recimo, ki smo jih danes slišali, nekdo praktično uporabi oziroma jih mogoče bolj praktično doživi, na primer v poletni šoli. Ja, na poletni šoli je delo v mali skupini, od 5 do 8 ljudi. Tam je več faktorjev, ki so zelo pomembni. Eno je skupno bivanje. 5 dni, ki pomeni pač priložnost dela v skupini. Drugi, enako pomemben faktor, ali pa se da reči, ali bolj ali manj, pa je narava. Torej, ko smo mi v naravi, ko delamo v naravi in velikokrat delamo na poletni šoli zunaj, se aktivira dinamika celote, ker zato se v naravi dobro počutimo. Torej, ko smo mi noter, ko smo v tem svetu, ki ga je človek ustvaril, je to pač že simboliziran, strukturiran svet, je seveda treba je na nek način dobivati odnos, ponovno ustvarjati odnos z naravo, ga negovati. In potem na poletni šoli delamo na 4 ravneh, torej simptom, je jedro dela s simptomom, torej najprej delo z samim simptomom, torej je to telesni simptom, pač kot nek telesni simptom, ali je to psihični simptom, torej čustveni simptom, ki nagaja, ali je to duhovni simptom, naprimer depresija ali manija, in ali je to miselni simptom, naprimer prisilne misli,
neka mnenja, ki nas mučijo, nek način razmišljanja, ki se ga ne moremo znebiti. In seveda vsak simptom, ne glede na to, odkot izvira, iz katerega od teh 4 ravni, se da delati z njim sistematično, a ne, z vsemi 4 kogiti. In potem seveda delam diadno v tej skupini, ampak delamo potem tudi v skupinski dinamiki. Simptom se tudi riše, se pač imaginira s pomočjo aktivne imaginacije, polaga se ga v kozmogram zaradi pridobivanja pomena in osvobajanja energije, riše se ga, a ne, riše se ga in seveda nazadnje se ga tudi uteleša z plastelinom, s plastično maso, torej s tem se ga, ko se pridobi tridimenzionalna dimenzija simptoma, to je nek objekt ponavadi, a ne, se ujame tisto globlje, širše, celostno razumevanje, kje sem trenutno v svojem življenju sedaj in kako lahko zdaj se lažje prilagodim dejansko temu, kar življenje od mene zahteva, kar bom rekel, ponujajo trenutno agencije mojega lastnega neponovljivega procesa individuacije. Ker individuacija je vse, individuacija je, še enkrat, ne biti nekaj izoliranega, ampak dobro povezanega s seboj, z drugimi in s kolektivom. S tem vabilom torej bomo zaključili počasi današnji večer. Hvala vsem, ki ste bili z nami, hvala za pozornost, za vašo prisotnost. Matjažu želimo veliko uspeha pri nadaljevanju. Marjana, hvala. Hvala, prvič, da si sprejela ta izziv, da boš urednica knjig in da si danes tako lepo izpeljala ta večer. Z veseljem. In seveda tudi tudi z Ipalom sicer povezana. Jaž me vedno se že pogovarja. Vlogi, ki so zame sicer nove, ampak sem v bistvu vesela, da sem lahko zdaj tukaj in da sva bila v bistvu skupaj ustvarjala na nek način to zbirko. Se pa veselim že tudi prihodnjih predstavitev knjig. Začeli smo seveda z najtežjimi, upam nekako, da se bomo premaknili potem čez vse to trpljenje in vse ostalo tudi do malce lažjih tem. Tako da to bo za danes vse. Vsem želim prijeten večer in se vidimo v prihodnjih predstavitvah.